bolj okretno lastnosti, bi rekel tak križanec, v tem smislu, da je bil in na eni strani močan in na drugi strani okreten. To je bil pa, ker ga z desno roko vodijo, kmalu dobi ime Dexterarius, lahko ima še kakšno drugo svoje ime, kot Rocinant kasneje pri Don Quixotu, ki je seveda ena taka fabula ali pa včasih tudi malo parodija na viteštvo. Vsekakor, to je bil zdaj kar drag šport in tako se tega bolj ali manj lotijo plemiči in tako potem postane tudi ta stopnja, tudi plemiška stopnja. In zdaj pa že govorimo o vitezih, torej to viteštvo, ki pride v bistvu iz equitus, equites, konjenik. Tako potem gre do leta naprej, v 10. stoletju na francoskih tleh leta 909 pride do Clunyske reforme, reforma samostanov, potem pa tudi teh stanov, ki so bili. In ta vojaški del je bil seveda kar malo problematičen, namreč, če se ti boriš, ko se boriš, je dobro, da si prej ogret, da si pripravljen, gotovo, da imaš kondicijo. No, in takrat se je velikokrat dogajalo, vse do nekako 11. stoletja, začetka križarskih vojn, da so ti konjeniki, ti vitezi, potem za trening, da tako rečem, pa napadli kakšen samostan, pa tako naprej, in potem tudi za res kakšnega obživljenja spravili. To pa ni dobro. Zato se potem razvijajo viteški turnirji in tako. Zdaj pa 11. stoletje in pridemo do križarjev oziroma križarskih vojn. Kot se je dogodilo za časa Karla Velikega, oziroma predtem, da papež rabi pomoč in jo vzhod ne nudi, konkretno ne bomo pošiljali vojakov, da nam bodo danes bi rekli kanonfuter, zdaj pa v 11. stoletju na področju Bizanca, v katerega vključena tudi Sveta dežela, pride do premikov, namreč 1009. zelo močno Jeruzalem, sveto mesto, razrušijo Perzijci, tudi cerkev Božjega groba, ne do tam, ampak zelo, zelo uničijo, prizanesejo takrat samo, kdor je bil v Betlehemu, cerkvi Jezusovega rojstva. Spomnimo se, ko smo bili včeraj pri papežu, svetem papežu Janezu Pavlu II, v tem njegovem centru, ko smo šli tam za oltarjem, smo videli, čisto za oltarjem, repliko, da tako rečemo, tako postavitev, kot je v cerkvi Jezusovega rojstva v Betlehemu, tista zvezda na tleh in potem oljenke, ki na tak način tudi v sveti deželi visijo. No, tako je sedaj po tej perzijski nevarnosti je pa, torej preko bolj na jugu države oziroma cesarstva bizantinskega, je pa zdaj na severnem delu, severovzhodnem delu pri Črnem morju bitka pri Manzikertu 1071, ko islamski svet začne zares močno ogrožati Bizanc. Bizantinski cesar sedaj pravi sam pri sebi in njegov svet svetovalcev, potrebujemo pomoč, potrebujemo vojaško pomoč. In zdaj, če bomo prosili Zahod, kot včasih reče naš pregovor, kakšni stvari, vse se vrača, vse se plača, zdaj pa mi rabimo pomoč. Ampak, če bomo prosili Zahod, zdaj tam bilo že cesarstvo, novo cesarstvo, gre zdaj res Zahod svojo pot, bodo res kaj lahko odgovorili, a kdo je nam pa takrat pomagal? Noben, torej tudi zdaj mi ne bomo se za vas žrtvovali. No in zdaj so potem izvedli, rekli na tako diplomatsko potezo, kateri v svojih zgodovinah, če pišejo o diplomaciji, to omenjajo kot eno tako res bolj pomembno diplomatsko potezo, namreč ko narediš tisto, kar so že včasih Grki rekli, nekaj dati na Prokrustovo posteljo. Prokrust nek obajslovno bitje, recimo temu, pol božanstvo, pol človek stare Grčije, ki je bil, tako bi rekli, na enem prelazu in ljudje, ko so šli mimo, jih je spustil čez v primeru, da so bili primerni za posteljo, ki jo je tam imel, da so se ulegli tja in zdaj, če si bil predolg, ga je odsekal noge in glavo. To, da je lepo bil, torej dati nekaj na Prokrustovo posteljo, v neko mejo. Če je bil pa prekratek, je pa potem ga je pa malo raztegnil. No, tako, to je iz grške mitologije ven. No in tako so potem sedaj bizantinski dvor pravi, lejte,
bomo mi tako naredili, ne na Prokrustovo posteljo, ampak ne bomo ravno lagali, ne bomo pa povedali, da rabimo vojaško pomoč mi. Zato so res rekli, glejte, sveti kraji so ogroženi. Na nek način veliko porušenega, uničenega, prav kakšne hude grožnje, tako zgodovinarji, ki se samo s tem ukvarjajo, pa ni bilo. Vendar so tako napisali, takrat toliko so že vedeli, da je na papeškem sedežu na zahodu papež Urban II. Od leta 1888 do 1999 je bil, ki je bil prej v Kliniju, skratka res je taka pobožna duša, in rekli, ta bo zagotovo takoj poslal vojsko in tako dobi to pismo in prebere, se gre posvetovati z Marijo, tudi na nek način totus tuus, ni šel v Lourdes, ker Lourdes takrat mesto je že bilo, vasica, zaselek, ne pa še lurških dogajanj, ampak najstarejša Marijina Božja pot na francoskih tleh, tudi Črna Marija je Le Pion-Velay, tam nekje, bi rekli, na sredini današnje Francije, bolj ali manj, ker je velika zadeva. In tako po tistem gre tudi do takrat najmočnejšega plemiča, to ni bil kralj, ampak francoski kralj, ker počasi se francoska ozemlja, da tako rečem, priključujejo francoski kroni, ampak je bil grof iz Toulouse, Raymond Toulouški, in me nekako rekel, lej, ko bom jaz zdaj sklical koncil v mestu Clermont-Ferrand, tudi črno mesto rečemo, ker je vse bolj ali manj iz vulkanskih kamnin narejeno, zgrajeno, tudi katedrala. Takrat pa prosim pod zadnjo točko, ko bom naznanil križarske vojne, da se ti dvigneš in rečeš, ja, jaz grem, ker potem bo halo efekt, bodo tudi drugi šli. No in tako je se to zgodilo in sedaj gredo križarji, 1096 najprej preprosti ljudje, ki jih je ganilo, da so sveti kraji ogroženi, šele leta 1096 pa plemiči. Kaj ti, spomnimo se prilike, ko Jezus govori z bogatim mladeničem in potem reče, eno manjka, prodaj vse, kar imaš in hodi za menoj. In potem je odšel, ker je imel bogatstvo. Zelo preprosto tako povedano, nič obsojanja, pa vendar tudi ti plemiči seveda so se bali, kaj pa zdaj, jaz bom šel od doma, sosed pa ne gre se vojskovati, bo pa vse vzel in podobno. No in potem, ko cerkev garantira, da ozemlja evropske celine, ki jih imajo določeni plemiči, ki se bodo udeležili borb, torej šli v sveto deželo, ostanejo pod zaščito cerkve in tako gredo. Leta 1099 osvojijo Jeruzalem, mnogi od teh se vrnejo nazaj, vendar, ker imamo tukaj že ustanovitev teh križarskih držav, grofij, kneževin in podobno, je bilo treba imeti potem stalno vojsko. Najprej se srečajo ti križarji z bratovščino, ki takrat še ni bila kot red, bratovščino svetega Janeza Krstnika, ali so rekli svetega Janeza iz Jeruzalema. Namreč okrog cerkve, ob cerkvi Božjega groba je majhna cerkev, malo naprej, tam na tistem predelu pred Božjim grobom, danes skrita med, nekdo rekel, med Samsonite, temi kovčki in drugimi ponaredki, švicarskih ur in podobno. Tam je verjetno druga najstarejša cerkev v sveti deželi, ali pa sploh v Jeruzalemu, iz začetka 2. stoletja, cerkev svetega Janeza Krstnika, in imajo, torej ima danes grški pravoslavni to v rokah, tam tudi njegove relikvije. Skratka, ker so ob tem imeli tudi svojo hišo preprosto, člani bratovščine, ki se je imenovala po Janezu Krstniku, so skrbeli za romarje, ki so v sveto deželo prihajali, potem so pa začeli skrbeti seveda za križarje, kajti vsak vojak je bil dragocen in mnogi so potem prišli v to bratovščino, pa še trgovci iz mesta Amalfi in tako dobimo red svetega Janeza Krstnika, 1113. Paschal II. Potrdi bratovščino kot red svetega Janeza Krstnika in ta red velja za najstarejši viteški red Zahoda. Niso imeli še nobenih vojakov, pa vendar ustanovljeni v sveti deželi, ker so delali z romarji, skrbeli za
romarje v smislu tudi kakšnih preprostih obvezovanj ran, za jest kaj dati in podobno, so jih prav zaradi svojega dela imenovali tudi špitalari Ivanovci, danes poznano kot malteški viteški red, ker je potem kasneje na Malti. Potem pa, seveda, zdaj imamo, bi rekli, Ministrstvo za zdravje, zdaj pa rabimo še eno stalno vojsko, 8 križarskih pohodov, vendar več ali manj so križari svoje naredili ali so šli za obljube, to so zdaj dolge zgodovinske razprave o tem. Treba je pa stalno vojsko, in tako je ustanovljen leta 1119 po zgledu reda Janeza Krstnika, Ivanovcev, red templarjev. Templari, zakaj? Ker so dobili svoj prostor na kraju, na mestu današnjega templja, nekdanjega, danes vemo, da je tam gor tudi sta dve mošeji, Omarjeva in El-Aksa, kdor je bil v Jeruzalemu, in tam so bili, njihova naloga je bila čisto vojaško udejstvovanje, potem pa kasneje, po letu 1187, ko grejo križari, ko jih Salahedin, kurdski vojskovodja, pravzaprav Kurd po rodu, kot nam zgodovinarji o tem poročajo, prežene iz Jeruzalema, gredo pa potem v Akon, Sveti Janez v Akonu, kjer so imeli posesti Ivanovci. No in tam je pa potem ustanovljen, ker je bilo veliko tudi članov Ivanovcev, ki so bili z nemškega govornega področja, so potem ustanovili en del teh, je rekel, mi bi pa radi imeli zase, in tako nastane nemški viteški red. To so pa Ordo Teutonikus ali teutonske žalostne matere Božje. In smo že v Čenstohovi potem rekli, Poljaki, oziroma poljsko-litovska naveza ima pa potem Čenstohovsko Marijo, kot da so takrat tudi hoteli pokazati, če se vi zatekate k oni Mariji, seveda vemo, da je Marija samo ena, ampak skušajmo vsaj malo gledati z optiko tedanjega časa. Namreč nemški viteški red, torej ustanovljen v Sveti deželi, potem po letu 1191, in ko je konec vsega tega, pa gredo na nemško govorno področje, lahko rečemo, in se nastanijo to, kar je danes že mala Poljska in potem više v smer proti Gdansku. In takrat začnejo seveda svoje ozemlje širiti in se začne tudi potem vojskovanje s Poljaki, da jih tako imenujem, in potem ta poljsko-litovska naveza, litvanska naveza, prav zaradi tega, da se ustavi njihov prodor. Sienkiewicz je veliko o tem pisal, je napisal kar nekaj knjig, ena je imen Potop, potem so križari, ravno o njih govori, pa pesnitev Konrad Wallenrod in tako naprej. Tako da, tako imamo bolj te viteške redove. Zdaj, ti viteški redovi, 1291 konec križarskih vojn, in zdaj, nemški viteški red je že na področju, bi rekli, od male Poljske proti Gdansku, proti severu. Templari gredo najprej, kot tudi red Svetega Janeza Krstnika, na svoja ozemlja, ki so jih dobili kot dar mnogih, ki so jim pomagali, tako ali drugače. To je na današnjem Cipru. Ciprski kralj je rekel, umaknite se, ker težko imamo tri peteline, že 2 petelina na enem gnoju ali štoru, ne morate biti kaj šele 3. In tako gredo templari proti obali Južne Francije danes in naprej v smer proti Parizu. Tam pa se razveseli njihovega prihoda francoski kralj Filip Lepi, in če smo mi bili deležni prav fatimske, te velike skrivnosti Marijino prikazanje 13. maj, spomnimo, ko smo posebej praznovali Fatimsko Marijo, od takrat na poseben način ni 13 strašna številka, konec koncev tudi spomnimo smo videli tisto uro v Vadovicah, Cartierjeva ura, mimo grede zdaj, zaradi so zdaj kaj bolj služili, ne, vsekakor 21:37. In ko se to sešteje, so mnogi takoj že rekli, Marija je v seštevku številka 13, 21, 37, če seštejemo 7 pa 3 je 10, pa 2 je 12, pa 1 je 13. Tako da ta Marijina številka, kot je prej v Fatimi, ga
rešila teh dan atentata, pravi tudi zdaj ga na svojo uro, da tako rečemo, poklicala. Kakorkoli, veliko teh povezav, takih ali drugačnih. Vsekakor številka 13 je pa veljala že v srednjem veku, posebno tam v 14. stoletja naprej, za nesrečno. Zakaj? Bil je 13. oktober 1307. leta, ko je francoski kralj Filip Lepi, takrat so bili že vojne med Anglijo in Francijo, pa ne gremo v detajle zakaj, rabil je pa denar, blagajna se sprazni, ko je vojska. In pridejo templari, zdaj so šli svete dežele, niso imeli bolnikov, invalidov oziroma teh, da bi jih oskrbovali, kajti njihova naloga je bila zgolj vojaška, zatorej imajo denar in bomo mi to zdaj lepo Marija k sebi, bi rekli. V tistem času so tudi papeži, niso več v Rimu, so v Avignonu. Skratka, papež Klemen V pod veliko prisilo francoskega kralja obtoži templare izdajstva in mnogo teh stvari. Gotovo niso bili svetniki, kot vsak od nas ni. Kot je rekel en duhovnik, mi je lepota, da je že zdavnaj bil svetnik, pa vsak dan, ki vmes pride. Res, tudi to se nam dogaja. No, in je bila ta obtožnica spisana in 13. oktober je pomenil pravzaprav žalostni dan v tem smislu, ker so vse templare polovili, zaprli in potem je bil red tudi ukinjen. Nemški viteški red je že na področju, torej ta veliko Malopoljska, severni del Malopoljski in potem naprej proti Gdansku. Ivanovci pa gredo na Rodos, so takrat znani kot rodoški vitezi, potem pride na Malto, in ker so najdel časa tam malteški vitezi in tako do danes tudi ta red tako poimenovan, karitativno delo. Tako, bodi zdaj o tem stvarih dovolj, samo tako, da smo večkrat vključili, kaj se je zdaj dogajalo, oziroma zakaj ti redovi. So pa ti redovi, namreč ti, ko so se formirali, so vsi dali člani redovne zaobljube čistosti oboštva bogorščine, zato da so se lahko 100% predali svoji nalogi. Templari vojskovanju, red svetega Janeza Krstnika skrbi za uboge, za romarje, za tiste, ki so bili pomoči potrebni. Ko so suvereni Evrope, s tem zaključim, videli, kako so ti redovi uspešni, kako so, bi rekel, skoraj svetobistinsko ena čreda in en pastir, so pa začeli ustanavljati svoje viteške redove, imenovane dinastični redovi, in potem imamo verjetno nekako najstarejši na evropski celini red, še danes ga imajo v Angliji, Hlačne podveze, tako se imenuje, slovensko prevede, pustimo detajle, kako in kaj, Edvard III. Pa potem v 15. stoletju red Zmaja, ki so ga imeli naši celjski grofje, pa je seveda, ker so potem končali svojo pot, je potem tudi končal, zato na drugo mesto dajejo red Zlatega runa, z Burgundije izvira, danes imamo pa to Habsburško hišo in potem še špansko vladajočo hišo in še potem drugi mnogi, red Serafima, red Marijinega oznanjenja, Savojci.